Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Če čujete kaj v ozadju, je to moja družina, se opravičujem, ampak sem doma in ponovno sem jaz spet doma in pač naša hiša je vedno polna, žal mi je. Danes bomo govorili vse o FDV-ju, torej kak priti na FDV, kak je tam, je težko, urniki, vse o tem in pa tudi na splošno o faksu. Vprašala sem vas na Instagramu, da mi lahko postavite vprašanja in ste mi jih. Da, če hočete kdaj sodelovati pri Instagram Q&A-jih ali pa pač čemrkoli, me followajte na Instagramu, ker tam največ objavljam. That's great, honey, but I'm filming a video, so maybe not now. Torej, sem na FDV-ju, smer tržne komunikacije, odnosi z javnostmi, preden kdorkoli vpraša, to je v bistvu marketing in pa PR oziroma odnosi z javnostmi. Ok, prvo vprašanje je bilo, zakaj sem se odločila za FDV in pa če je težko in pa itak bo vse anonimno. Za FDV sem se odločila, v bistvu, bilo je ful dolgi proces. V prvem letniku sem šla na ekonomsko fakulteto, zaradi tega, ker je moja mama šla, moja sestra šla in pač nisem vedela, kam bi šla bolj, kam bi se usmerila in smo tako, ekonomske so dokaj splošne fakultete in lahko pač do stvari delaš. Ampak v bistvu, dlje, ko sem bila na potem šoli, gimnaziji, manj sem hodila iti na ekonomsko in je FDV, se mi zdi, da dokaj podoben po nekaterih stvarih, ampak gleda bolj z družbene plati, sociologije in teh stvari in se meni to zdi dosti bolj zanimivo kot pa sam matematika na ekonomski pa pač računovodstvo in te stvari, ker mi imamo malo bolj psihologije, sociologije, vedenje potrošnikov, pač ta del, ki se meni zdi dosti bolj zanimiv kot pa sam statistike in te stvari. Ampak tudi sama sem še prvo mislila, da bi moče šla na veterino ali pa kaj tajega, pa da bi šla moče na dizajn, ampak sem se pač potem odločila, da če imam FDV nared, ki je tukaj tudi malo bolj splošna družboslovna fakulteta, da lahko potem tudi s tem delam še vedno dizajn ali kaj tajega in imam še tudi podlago za marketing in pa odnose z javnostmi, ker pač je meni ful zanimivo. Kak je FDV glede možnosti za prihodnost in te stvari? Ogromno ljudi se norca dela, da po FDV lahko delaš sam v McDonald'su in pač Burger Kingu in te fore, kar pač, glej, saj mogoče eni grejo delati, ampak če si ti tam vodja v McDonald'su, ti tudi ne gre tako slabo, imaš po mojem čisto ok plačo, če si glavn vodja enega McDonald'sa, tako da pač mi je glupo slediti norca z tega. Drugače pa vse, ki hodijo na FDV, ki jih jaz poznam, imajo zdaj dobre službe, vredno plačo, tako da če mene vprašaš glede možnosti, jih je ogromno, zaradi tega, ker po mojih pojmih vedno je delo, če ga nekdo hoče delati, pač ja, mogoče boste mogli iti malo, mislim, to zdaj govorim na splošno, ampak vedno tudi za ekonomiste in te fore, kao da pač ni služb. Če greš ti iz Maribora, če ste v Mariboru, v Ljubljani je ogromno del, meni se zdi, da pač če boš hodil delati, boš najdel delo, mogoče ne boš imel na začetku najvišje plače, ampak delo pa je. Kak je z urniki na FDV-ju? Urnik dejansko že dobiš konec, začetek avgusta, nekaj tam sredi avgusta že veš, kak boš imel predavanje in vse, teda glede tega malo ful dobro organizirano, takoj veš, da si lahko še vse druge stvari kombiniraš. Zdaj, jaz sem nova generacija, jaz sem prva generacija spremenjenega bolonskega sistema, prej je bilo 4+1, zdaj je 3+2, teda pač pri nas je malo drugače. Smešno mi je, ker pač bejda FDV kao ni hobi faks, one fore, ampak mi imamo vse obvezno, vse posod se podpisujemo, vse posod moramo biti, imamo 80% prisotnost, pa rabiš potem opravičila, tako da jaz sem skozi na faksu, zdaj v tem letniku imam od nekje ponavadi 9 pa do 2-3 faks, 5 imam fraj trenutno in potem od 3 dalje lahko grem delati. Prejšnji letnik sem imela malo bolj čudno, takrat sem imela malo bolj tak časih tudi ob 10 pa pol do 6-4, ampak načeloma so urniki ok, pač nimaš ene dnevo zdaj, da bi imela 10 ur predavanj, pa pač vaje pa tega, tako da imaš načeloma ful ok. Edino, kar meni je malo čudno, že lani je bilo tako, da imamo v prvem semestru ful več predmetov, kot smo jih imeli v drugem, ful bolj naporne predmete, to ne vem točno, kako malo razporejeno in zakaj malo tako razporejeno, ampak recimo v tem semestru mislim, da imamo zdaj 6 predmetov, naslednje pa pol 4 ali nekaj takega. Pa samo ful nekih projektov, teda ne vem točno, kako je to razporejeno, ampak sicer se meni zdi urnik in vse to ful ok. Panena se spreminja, pa ponovadi ne odpade, razen če bi res bil kak profesor plana, kaj takega, tako da ja, načeloma je vse to ful ok. Kakšna je težavnost, ljudi zanima, torej kakšna je težavnost predmetov, kateri je najlažji predmet, kateri je najtežji predmet. Zdaj sem komaj drugi letnik, tako da še nisem dala vseh predmetov skozi. Trenutno večina ljudi govori, da je najtežji predmet ekonomija, ampak
Ja, jaz sicer nimam ekonomije še narediti, ampak se še nikoli nisem dejansko vsedla in se učila, ampak sem se pač in nisem šla delat. Glede tega res ne vem. Meni osebno je bilo dokaj težko pač ta jezikovna kultura, to je slovenščina, ker sem v Švejci potem učiti, pa dokaj zakomplicirano je bilo pri pač izpitu, je profesorica kar dosti zahtevala in pač meni osebno je bilo malo čudno ocenjevanje, ampak ta predmet se mi je zdaj dokaj težki. Sicer pa jaz se ne učim nič kaj več kot srednji, tu nekje, pa pač imam narediti FDV, ne bom rekla, da to je najtežji faks, ampak smo pa spet tam, enim pa je ful težko, pač to je zdaj ful odvisno, človek si, koliko se učiš. Če ti gre družboslovje, potem ti bo okej, ampak meni osebno se včasih lažje naučiti pisati matematike in te stvari, ker pač pri matematiki se ne rabiš nič piflati, ampak pač če razumeš, ti gre. Isto mi je bila statistika dosti lažja, kot pa recimo nek družboslovni predmet, ki nič ni logično, ampak se pač moraš naučiti. Recimo za letos imamo politologijo in te stvari in pač to se moraš znati teorijo in se moraš to naučiti, tako da v tem je malo več, ampak sicer se mi zdi, da ni zdaj ono ful preveč naporno, pač če ne boš naredil prvič, boš verjetno naredil drugič ali pa tretjič, pač ni bad. Definitivno pa ni zdaj, da bi bilo pač lahko, da boš prišel tja in boš naredil magično vse, ker je še vedno nekih projektnih nalog, ki jih moraš delati in pač če tega ne narediš, pač nimaš prisotnosti, ne boš naredil FDV-ja. Sicer pa ja, pač če se boš zraven sedel, pa se boš malo naučil, ti bo šlo. Jaz osebno se toliko učim, pa sem do zdaj še naredila, ampak pač eni rabijo več, eni rabijo manj. Ogromno vprašanje, kam rada grem na kavo in na pijačo. Jaz osebno ne pijem kave in ne hodim najbolj ful na pijače, tako da med predavanji redko kdaj grem kam, ker jih imamo en za drugim, imaš vmes 15 minut ali pa pol ure pauze, takrat grem ponavadi jest v šumi dol, imamo na FDV šumi, potem spodaj imaš tako menzo, kjer lahko ješ kot kosila, ali pa imaš tudi sendviče na bone, tiste zastonj, prav kosila so tak 3 evra nekje. Imamo potem torej šumi tam, kjer lahko piješ kavo, ali pa avla je zdaj na novo in tam tudi lahko piješ, kjer je pač ogromno študentov, tako da po mojem v avlo ali pa pač šumi. Kak je faks in pa zraven še delo? Zdaj, kot sem rekla, pač trenutno imam jaz v redu urnik, tako da lahko popoldan delam. Lani je bilo pa tako, da pač nisem mogla delati, ker sem imela vjutro recimo 2 uri, ali pa potem popoldne bi lahko delala 4 in med meni hotel vzeti takrat. Zdaj, ko že imam službo, ki sem si najdla med poletjem, je malo lažje kombinirati, ampak trenutno pač delam popoldanske termine, pa vikende. Zaenkrat mi gre, zdaj trenutno delam vsak dan, razen ko sem zdaj domov prišla, kar je kar naporno, tako da si bom verjetno novembra naredila tako, da bom delala recimo 3-krat med tednom, pa potem še vikende, ampak pač ja, načeloma gre, večina mojih sošolcev in sošolk, mislim, da jih kar dosti tudi dela, pa pač ja, mislim, načeloma lahko delaš, če hočeš, itak vedno pravim, da vse načeloma gre, ampak je res fajn imeti službo preden, že imaš faks, ker pač potem med faksom iskati službo je malo težje, ker takoj ko rečeš, da si reden študent in da ne moreš delati vse termine, te eni kar ne vzamejo. Kakšne so omejitve glede vpisa in pa, ja, na katerem programu sem. Omejitve glede vpisa, odvisno katero smer zagledaš. Pač FDV ima, mislim, da tak 3 ali 4 veje in potem ima ful še več smeri, pač komunikologija ima 2 smeri, novinarstvo je še potem, pol imaš mednarodni odnosi, obramboslovje, sociologija, kadrovski management, pač ogromno smeri. In ena ima omejitev, ena ne, vem, da moja smer, komunikologija ima, obe smeri imata omejitve, pri meni je bilo 72 pa 68, ker sem se 2 leti vpisala, tako da pač so omejitve, niso najvišje, ampak hkrati moraš se eno imeti ali ok ocene, ali pa pač da narediš ok maturo, je pa to ena izmed edinih smeri, ki imajo, mislim, omejitve, ker mislim, da potem obramboslovje pa sociologija pa te eni nimajo. Teda si je fajn pač pogledati na spletu, vsako leto ima moja smer glede okoli 70, lahko greš iz faksa ven, kdajkoli hočeš. Ja, lahko greš pač, včasih, ko so velike predavalnice, itak ni problema, ko je tak 300 učencev, no, lahko greš normalno na WC ali pa karkoli, če jih je noter 20-30, se načeloma lahko vstaneš, pa greš na WC, doben te ne bo vprašal, kam greš, tudi lahko spakiraš, pa greš, doben te ne bo rekel, kam pa greš. Mogoče te bo kdaj kdo vprašal, mene še osebno doben ni vprašal, ko sem zapustila učilnico, ampak ja, mogoče, če imate kako ful obvezno predavanje ali pa kakšne vaje, pa vas je sam tak 20-30, da bo kateri vprašal pač, kam greš, ampak sicer pa pač ne.
zdaj bom še odgovorila nekaj splošnih vprašanj glede na splošno faksa in univerz in pa življenja v Ljubljani. Ful me sprašujete, kako je študentsko življenje v Ljubljani, torej stroški, stanovanje, partiji, vse to. Študentsko življenje. Ljubljana je ful draga, kar se tiče stanovanj in sob in teh stvari in pač ful ljudi rabi sobe in ni sob in so zelo drage. Jaz osebno zdaj imam trenutno ok ceno, jaz imam 240 plus, ne, 240 imam trenutno, kar pač ni zdaj ful malo, ampak ni zdaj toliko bad in imam od skrite stroške, ampak sem tudi čist malo iz Ljubljane živim, tek čist malo. Drugače pa ja, ful ni sob, ful so drage, tako po 300-400 evrov so sobe, kar lahko v Mariboru dobiš eno dvosobno stanovanje, pač noro. To ne vem, kako dolgo bo še sploh možno, zaradi tega, ker študentov je vedno več, stanovanje je vedno manj, tako da bomo pač videli, kako se bo to končalo. Kar se tiče povezave vse tega, pač v Ljubljani itak imaš skozi avtobuse, teda sploh ni panike, se posod lahko pride z avtobusom. Študentskih bonov je ful za jest, da pač kar se ostali stvari tiče, se ni tako fejst drago, če pač ješ na bone in to. Kar se tiče partija, jaz osebno ful nisem tak tip človeka, ne hodim ven, ne hodim na partije, res se mi to ne da, trenutno tudi delam, to niti nimam cajta, ker sem več ful zmatrana. Tako da, ja, drugače pa ja, ogromno je partijev, če ti je to point, ker vem, da ta študentski life so ti partije in whatever, pač meni ni, jaz tega ne delam, če pač je vam, greš ven, je ogromno partijev, verjamem, da je ful fajn, ampak jaz sem pravim, da pač morate biti previdni. Ja, pač jaz tega ne delam, ampak ne pomeni, da to zdaj ni okej, pač ja, itak si ti mlad, pač greš ven po to, ampak pač meni ni do tega, sem raje doma, gledam serije, berem knjigo, se družim s prijatelji, manjšim krogom prijateljev, a pa pač samo ležim. Teda ja, stanovanje, to me tudi sprašujete, kje sem to najdla pač. Stanovanje sem jaz iskala na nepremičnine.net, pa na stanovance, kje si ali nekaj tajega na Facebooku. In je ogromno nekih ponudb, ampak ali so vse pravim ful draga, ali pa ful slaba, ali pa kaj tajega, tako da če greš v Ljubljano, je fajn iskati že nekaj časa prej, pa boljše makar plačati 2 najemnini preden, kot pa da prideš potem zadnji trenutek v Ljubljano, pa nima stanovanja, pa potem živiš v nekaj luknji. Pač jaz raje, recimo če greste oktobra, bolj že greste že makar avgusta v Ljubljano, da se malo navadite, kot pa da pridete zadnji dan v septembru in nimate stanovanja in nič, da pač je fajn malo vnaprej gledati, pa sproti pač gledati že prej stanovanja, pa se moče probati s komu dogovoriti za cimre ali kaj tajega, pač je bilo ful fajn. Teda ja, to je zdaj nekaj osnovnih informacij glede FDV-a in pač na splošno v faksu. Če imate kakšnakoli druga vprašanja, mi lahko napišete pa na Instagramu, bom pač moče naredila še en video. Ampak se pravim, jaz sem zdaj trenutno komaj drugi letnik, da zdaj ne vem vsega, tako da pač to samo moje izkušnje in moje mnenje. Teda ja, se pravim, če še imate kakšno vprašanje, mi ga kar spod napišite. Če imate kakšnakoli vprašanja glede bilo česa, mi jih napišete, bom vam odgovarjala na sveti karkoli. Teda ja, če vam je video všeč, ga lajkajte, pozajte se naročiti, followajte me na Instagramu in pa se vidimo, upam, da naslednji teden. Adijo.